Torej, lep pozdrav. V današnjem predavanju bi vam rad predstavil, kako uporabljati prezračevalne in klima sisteme v današnjih razmerah z koronavirusom. Predavanje sva pripravila skupaj z magistrom Vetrškom iz Raziskovalno-razvojnega inštituta IRI, jaz sem pa Uroš Stritik iz Strojne fakultete iz Univerze v Ljubljani. Torej, originalni tekst je na spletni strani RIVE, to je Evropsko združenje za ogrevanje in klimatizacijo, medtem ko je v drugem linku, ki ga imate tukaj, predstavljen slovenski prevod tega. Zdaj, predavanje je namenjeno vzdrževalcem in strokovnjakom za klima naprave, je pa omejeno na javne zgradbe, torej šole, in druge objekte, medtem ko za bolnišnice so pa posebni predpisi. Zdaj, kar se tiče prenosnih poti, vemo, da se virusi zadržujejo v pljučih in v zgornjih dihalih ljudi in seveda s kapljičnimi in aerosolnimi delci se potem izločijo iz telesa pri kašljanju, kihanju, govorjenju in se širijo v bližino okolice posameznika. Nahajajo se seveda na rokah in na drugih površinah, in če se z rokami prijemamo površin, te ostanejo tudi nekaj časa na površinah. Pri prenosnih poteh vemo, da se te širijo preko tesnih stikov, torej pri manj kot 2 metrih razdalji. Ugotavljajo, da je možno, da se virus širi tudi po zraku z majhnimi delci, kjer ostanejo aktivni nekaj ur. Kot smo že rekli, preko površinskega stika in tudi preko stranišč, zato so kasneje ukrepi v to smer pripravljeni. Tukaj je zdaj še nekaj podatkov glede hlapenja kapljic, torej majhne kapljice vode izhlapijo v nekaj milisekundah, srednje do 0,2 sekund, medtem ko večje kapljice vode ostanejo prisotne kar nekaj časa. Kar se tiče dometnih razdalj, tukaj imamo za primer 5 centimetrov na sekundo, pri 1 metru vidimo, da se manjše kapljice, torej v tem primeru 5 mikronov, torej je njihova dometna razdalja večja, medtem ko večje kapljice je pa torej razdalja, ko padejo na tla, manjša, torej 50 mikronov, tam nekje do 1 metra. Za širjenje koronavirusov po zraku torej obstaja verjetnost, ki je zaznana zaenkrat le v bolnišnicah, medtem ko so potrjeni dokazi za prenos po zraku SARS-a iz leta 2002-2003 v bolnišnicah, hotelih in v stanovanjih. In že takrat so ugotavljali, da je zaprto okolje tisto, ki močno prispeva k naraščanju okužb. Torej, tudi zdaj ugotavljamo, da je velika verjetnost, da se koronavirus širi tudi preko prezračevalnih poti, torej kanalov, predvsem pa tam, kjer so te prostori zelo natrpani in potrebujejo previdnost. Kar se tiče prezračevanja, priporočamo, da se urnik nastavi tako,
da je možno že 2 uri pred pričetkom uporabe stavbe uporabljati oziroma začeti z prezračevanjem in potem še 2 uri po uporabi. Priporočamo, da se prezračevanje konec tedna ne izključi, ampak deluje z minimalno hitrostjo. In glede na to, da imamo zdaj pomlad, raba energije dodatna zaradi večjega prezračevanja za ogrevanje in hlajenje ni tako visoka, kot bi bilo to recimo v skrajnem zimskem ali pa poletnem obdobju. Nasvet je, da se dovaja čim več zunanjega zraka, kolikor je to mogoče. Zdaj po pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji je to 10 litrov na sekundo. Če se število zaposlenih oziroma pač oseb v prostoru zmanjša, potem naj se pač njihova razdalja med njimi poveča. In še tretja stvar tukaj, za prezračevanje je treba dati navodila v straniščih, da se uporablja pokrove, ki naj bi bili vedno, to se pravi, pokriti straniščne školjke, in pa prezračevanje naj bo vklopljeno 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Pa še to, da se v straniščih ustvari podtlak, torej da ta morebitni okužen zrak ne teče iz stranišč v druge prostore, ampak obratno. Kar se tiče vlaženja, je bilo pa temperature, se pravi nastavitev parametrov pri klimatizaciji, je bilo ugotovljeno, da pri temperaturi od 21 do 23, torej pri vlažnosti 65%, da ta zelo malo vpliva na stabilnost virusa. Zato vlaženje ni metoda za zmanjšanje preživetja koronavirusa. Je bilo pa ugotovljeno, da virus preživi pri nižji temperaturi, recimo v tem primeru 4 stopinje Celzija, 14 dni, pri višji temperaturi je pa ta čas manjši, torej 37 stopinj en dan, 56 stopinj 30 minut. Seveda pa mi ne moremo zdaj tako ekstremnih temperatur v prostorih nastaviti, zato parametri pri klimatizaciji nimajo posebnega vpliva. More biti pa izključena recirkulacija, o katerem bomo še kasneje nekaj povedali. Kar se tiče rekuperatorjev toplote, virusi lahko pod določenimi pogoji ponovno stopijo v stavbo preko naprav za rekuperacijo. Zato je treba pri teh toplotnih regeneratorjih preveriti, ali ta tesnila tesnijo, oziroma bomo videli kasneje, kakšne pogoje tudi zagotoviti pri tem. Tako da, ker pa puščanje ni odvisno od hitrosti vrtenja, izklop rotorjev ni potreben. Tukaj vidimo zdaj eno tako rekuperatorsko enoto. Torej, iz desne strani pride iz stavbe onesnažen zrak, ki gre potem preko tega rekuperatorja v okolico, in iz leve strani pride sveži zrak, ki se potem preko tega rekuperatorja ogreje in potem pride v prostor. Tukaj vidimo, imamo odvodni in dovodni ventilator in pa tlačne razmere. Torej bistveno je to,
da zrak teče iz področja, kjer je svež zrak, če že kaj pušča, na področje onesnaženega zraka, v tem primeru, ker je pač podtlak na zgornjem delu, na odvodnem delu višji, potem bo seveda zrak tekel iz področja manjšega na večji podtlak, kar je v redu. Torej, na tem slajdu imamo napisano, da je treba decentralizirane sisteme, ki uporabljajo lokalno recirkulacijo, izključiti, torej gre za ventilatorske vektorje. Če pa jih ni mogoče izključiti, jih pa pač pustimo na stalnem obratovanju. Namreč virusi se lahko na teh enotah usedejo in potem, če jih ponovno vključimo, se potem ponovno reaktivirajo oziroma vrnejo v prostor. Delci virusa v teh povratnih kanalih z recirkulacijo lahko ponovno pridejo v prostore, zato svetujemo, da se recirkulacijske lopute zaprejo. To se lahko naredi preko centralno nadzornega sistema ali pa ročno. Na spodnji sliki vidimo en tak recirkulacijski obvod oziroma enoto, ki je v tem primeru odprta 80%, torej mi predlagamo, da se te zaprejo, kar pomeni, da sistem deluje z 100% svežim zrakom. In še zadnja stvar tukaj, torej zračni filtri za recirkulacijo niso razlog, da bi te sisteme odprli, saj filtri ne morejo zajeti teh virusov, ker so pač, razen če bi imeli posebne HEPA filtre, ki jih pa v tem primeru običajno ni. Torej, mi imamo tukaj filtre razreda F7 ali F8 in ne delujejo v območju zajemanja virusov, ker zunanji zrak ni vir virusov, teh filtrov seveda ni treba menjati in tudi teh prezračevalnih kanalov ni treba posebej čistiti. Če potrebujemo ustrezno večje čiščenje, to velja za bolnišnice, je treba uporabiti seveda HEPA filtre. In pomembno je še, da vzdrževalno osebje dela pač naprej po planu vzdrževanja, da pa mora pri teh ukrepih, predvsem pri menjanju filtra, uporabljati zaščitne ukrepe, torej masko in rokavice. Tukaj zdaj še enkrat predstavljamo povzetek vseh praktičnih ukrepov za ogrevanje, klimatizacijo. Torej, prostore prezračujemo z zunanjim zrakom. Na centralnem nadzornem sistemu preklopimo prezračevanje na nazivno hitrost 2 uri pred časom uporabe stavbe in 2 uri po uporabi še prezračujemo. Po koncu tedna in po noči ne izključujemo prezračevanja, ampak naj sistem deluje z manjšo hitrostjo. Zagotovi se naj redno prezračevanje tudi z odpiranjem oken, tudi v primeru mehansko prezračevalnih sistemov. V toaletnih prostorih naj bo prezračevanje 24/7 in izogiba naj se odprtim oknom v stranišču, da se zagotovi, da se ne prenašajo morebitni virusi preko zraka iz stranišč v druge prostore. Uporabnikom stavbe naj se priporoča, naj se sanitarija splatujejo z zaprtim pokrovom. Potem enote za upravljanje zraka naj recirkulacijo preklopijo na 100% sveži zrak. Pogledati je treba opremo za rekuperacijo in se prepričati, da ne pušča
ventilatorske konvektorje se izključi ali pa delujejo tako, da so stalno vklopljeni. Ni potrebno nastavljati nastavitev za ogrevanje, hlajenje in ovlaževanje. Za to obdobje naj se ne načrtuje čiščenje kanalov, zamenjava filtrov naj se izvaja v skladu z vzdrževanjem in za zaščito je treba uporabljati vse zaščitne ukrepe, torej masko, rokavice za zaščito vzdrževalcev. Tukaj so še člani skupine Rive, ki so delali na teh predpisih. Prevod v slovenščino smo pa pripravili jaz, magister Vetršek in profesor Butala, ki je upokojeni profesor s Fakultete za strojništvo za to področje. Hvala lepa.